Zdravo se spet medica psi, o me veseliš, zdrav to zeleni, zdravna ptičica pa zvrgali. Cicido, sonce sije že toplo, aj kako je tu lepo. Cicido, aj kako je tu lepo. Hasta mi lenuha, midva prepevata, izgolita, jasna pa gara, a ne vidita, da je Gospod nasmeten in umazan, ali se nič ne brigata, kaj bo rekel pomlad, ko bo zagledala vso to svinarijo. Bojim se, da se bo kar obrnila in se vrnila, odkudar je prišla, če ne bomo hitro pospravili gozda. Miška, nikaj ne govori tako, najmlajša si pa misli, da boš morala imela glavno besedo v gozda. Ne mislim, samo oči imam odprte in vidim, koliko svinarije se je nabjalo. In če ne bomo vsega tega pospravili, ne bo pomladni. Zvončki ne bojo mogli igrati, trobentice bojo upenile med kratmi in ptice se bojo nesvestile v tem gozdu, če ne bomo hitro pospravili. Prav imaš, Miška, še na drevu visijo plastične vrečke, izgubljene rokavice, star čevelj, pa še kaj bi se našlo. Stori, Sandra, povejte mi, kdo je vse to naredil, da ga kaznujam. Kaj se pa to pravi svetiti in naš gozd? Ja, Ingrid. Nikaj ne govorite, da je kar je, zaradi tega ne bomo nič naredili. Če boš koga kaznoval, raje ključni rezultate in se loti dela. Jaz? Kaj pa jaz? Sem vso z njima predstavila in nisem nič škode delala v gozd. Pospravila bo kar tisti, ki je vse to nasmetil. Pa veva, da vse se ga prevrezili. Jej, Medo, spet samo groziš in govoriš, medtem bi lahko pospravil že ves gozd. Lahko bi pa nočem, raje grem malo počivati potem. Sigurno, kaj bolj se bude zadelo. No, zdaj pa imava. Ja, uboga drobna ptička, kaj se zdaj kar zdravo nos pridela. Nič ne skrbi, plovcu stopim in ga poprosim, naj obstreli medveda, da bo privolil počistiti gozd. Ne bo šlo, lovec imela bo dopust. Videla sem ga pri skrljaku. Sedi in sol stežarke lovi, puška pa brez dela obstreliča. Pa ne bo dolge, čebelice sem dosila, naj bo pikajo medvedca, da bo počistil gozd. Eva, šum, se ti ne strelil, kogi mete, da ga bi lovec ustrelil. To vendar boli, a kaj ne naredimo drugega, če medved noče pospraviti gozda? Tudi zate ne bo prav čebelica, če ne bo pomladi, če ne bo svetlic, tudi medu ne bo, od česa bo se pa potem živile. Tudi sama prav dobro vem, da je treba počistiti gozd, da bo lep in prijazen, ko bo prišla pomlad. In da bo medved najbolje opravil delo, ker je velik in močan. Rajši mu ponudiva lonec medu, bosta videla, da bo potem privolil pospraviti gozd. O, čebelica, to si zdaj pa res dobro spomnila, si pa res blizna glavca. Za lonec medu bo medved takoj zavihal rokave. Prišla bo pomlad, gvido rad, dragi trave sem, spet medico psim. Tu me veseli, travca zeleni, na ptičica pa žvrgoli. Medvedek, si slišal? Čebelica ti ponuja lonec medu, če boš privolil počistiti gozd. To je že krasna obljuba, a kaj, ko ne morem? Zakaj ne? Čebelica.
Ne boš rekel, da ga pospravi tisti, ki je vse turno svetil. Ne boš rekel, da te tace bolijo. Ne boš rekel, da si še vedno zaspan. Prav to, in če že toliko razmišljate, bi lahko že opazili, da je nekdo ravno to, kar nekdo naredil. Kaj se je zgodilo? Prišli so otroci. Kdo? Prišli so otroci in počistili kot. Poglejte na okoli, kako je lepo. Pa res, nikjer nobene svinarije. In dreves že brsti. In zvočki in trobenti se že klijajo. Da lahko spet vsi veselo zapojemo. Vsi do